Kristusova kri, cena našega odrešenja, zveličaj nas. Dragi bratje in sestre, včeraj smo premišljevali o tem, kako je Jezus namestniško trpel za nas. Kako smo sami nemočni, da bi premagali moč in krivdo greha. Zato se nas je usmilil On, ki je imel moč premagati naš greh. Vzel ga je nase in ga pribil na križ, ter nam zastonj podaril odrešenje in večno življenje. Zato ga slavimo, občudujemo in njemu edinemu dolgujemo naše življenje in našo srečo. V litanijah pred dragocene krvi molimo: svojo krvjo Gospod si nas odrešil in nas našemu Bogu napravil za kraljestvo. Kri je tekočina življenja. Dokler se nam kri pretaka po žilah, živimo. Ko nam kri izteče, izkrvavimo, umremo. Od najstarejših časov je človek razumel, da je kri tista, ki človeka dela živega. Ta pomen krvi je bil od nekdaj navzoč v človekovem odnosu do Boga. Človek se je zavedal, da je njegovo življenje Božji dar, da Bogu dolguje svoje življenje. To pomeni, da Bogu dolguje svojo kri. Nekateri narodi so to verjeli tako dobesedno, da so celo lastne otroke darovali božanstvom, tako da so kri lastnih otrok prelili na oltarju, torej darovali življenje svojih otrok, da bi božanstvu nekako vrnili tisto življenje, ki jim je bilo podarjeno v potomcih. Tako bi dokazali svojo ljubezen do božanstva. V Stari zavezi najdemo razlago, da človek Bogu dolguje vse, kar je prvorojeno, živali, ki jih poseduje, in celo človeka. Iz pripovedi o Abrahamu, ki daruje svojega sina Izaka, lahko najdemo nauk, kako se je tudi Abraham zavedal, da dolguje svoje življenje, svojo kri oziroma kri in življenje svojega sina Bogu. Bil je pripravljen, kot je to najbrž videl pri drugih narodih, svojega sina darovati. Vendar Abraham na poti na goro Morijo, kjer naj bi žrtvoval svojega sina, spozna, da Bog ne želi krvi njegovega otroka, zato mu priskrbi ovna, ki ga Abraham zakolje in daruje na mesto lastnega sina. Tako so Izraelci v zameno za prvorojence Bogu darovali živali. Celo Jožef in Marija za svojega sina prvorojenca, Jezusa, Bogu darujeta 2 golobčka, kri 2 golobčkov. Sicer pa so se o Bogu skozi celotno staro zavezo redno darovale različne daritve. Od Kajna in Abela naprej. Najpogostejše so bile daritve volov, kozlov in ovac. Za veliko noč so morali Judije zaklati Bogu in Bogu darovati kri enoletnega brezmadežnega jagnjeta. Starozavezne daritve živali, prelivanje živalske krvi se preneha z novo zavezo in enkratno daritvijo, Jezusovo daritvijo, s prelitjem njegove krvi. Božje razodetje in spoznanje pride do konca, ko človek spozna, da ni prav, da bi druge žrtvoval zase. Ni prav, da bi kri drugih prelival za pridobitev lastne koristi. Skrajna satanska oblika darovanja je darovanje lastnega otroka. Starš, ki bi naj zaščitil in varoval lastnega otroka z lastnim življenjem, z lastno krvjo, namesto tega rešuje lastno življenje, tako da žrtvuje otroka, njegovo kri, da bi pri božanstvu zase izprosil kakšne usluge. Darovati drugega za lastno korist in celo lastnega otroka je skrajno perverzno. Božansko pa je preliti lastno kri za druge. Starši so tisti, avtoriteta je tista, ki naj bi zaščitila otroka, podrejene z lastno krvjo, da bi oni živeli. Zato je božansko in krščansko lastno kri preliti za druge, ne kri drugih zase. Koga torej darovati, drugega ali sebe? Jezus prelije lastno kri, ne daruje nikogar drugega za lastne koristi, ne človeka, ne živali, in pokaže, da je treba sebe darovati za druge, ne drugih zase. Satan hoče kri drugih zase. On je vampir, ki se hrani z življenjem drugih. On jemlje življenje, da bi on živel. V resnici pa umira in ne more umreti. Jezus pa daje svoje življenje, preliva svojo kri in z njo daje življenje drugim.
Zato tudi on sam živi. Kakor pravi, kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa svoje življenje izgubi, ga bo rešil. Živi tisti, ki daje, ki sebe izliva za druge, ne tisti, ki drugim pije kri in jih izkorišča zase, tisti umira. Jezus nam podarja svoje telo in kri, ki jo je za nas prelil na križu pri vsaki sveti maši, da bi nam dal življenje. Tako nam daje moč, da tudi mi podarjamo svoje življenje drugim in svetu. Tako prelivamo svojo kri, iz katere lahko živijo naši bližnji. Dragocena Jezusova kri je njegovo življenje, ki izmiva našo krivdo, izbrisuje naše grehe, nam daje večno življenje. Ne moremo in ne smemo je zahtevati, nezaslišano jo je jemati, lahko jo le prejemamo, kot nezaslužen zastonski dar za rešitev naših grešnih duš in za prejem daru večnega življenja. Njegova kri je tista najvišja življenjska tekočina, ki nam daje ne le zemeljsko, ampak večno življenje.